Torej, spoštovana in spoštovani, danes smo se zbrali tukaj na občini z namenom, da kakšno pozitivno stvar, pozitivno dogajanje ali pa dejavnost nekoliko izpostavimo. In jaz priznam, da sem izjemno ponosen in vesel na Potoplaški klub Konjice in pa na predsednika Branka Ravnaka, ki z svojim zanosom dela v tej smeri, da tudi tistim, ki imajo težave z gibanjem, se pravi so gibalno ovirani, ponudi podobne možnosti, kot jih imamo tisti, ki pač lahko normalno hodimo. In ena od takšnih medijev, kjer se te možnosti gibanja zelo približajo enakim možnostim, je tudi voda in potapljanje. In na tem področju pa marsikje orjete ledino. Vem, da ste v lanskem letu opravili prvi potop pod ledeno ploskev, da imamo prvega inštruktorja potapljanja, tamle z nami, ne? In da ste bili pred kratkim v Moskvi, v tako imenovanem zvezdnem mestu. In predlagam, Branko, da bi malo predstavo, oziroma še tudi ostali ga boste dopolnili, da boste malo povedali, kakšen pomen je pravzaprav imel ta obisk in kaj vse ste tam doživeli. In jaz že sedaj vnaprej, prav zanima me, da malo slišim, kaj se je tam dogajalo, kako odmeven je bil ta dogodek. Že vnaprej čestitam, da ste sploh uspeli priti v Moskvo. Na konec koncev je v Moskvo dokaj enostavno, tudi Adria leti z Brnika v Moskvo, ampak priti v zvezdno mesto pa ni tako enostavno. Izvolite. Hvala. Ja, mi smo nekje porabili dobri 2 leti, da smo prišli do realizacije te ideje. Tu ni bilo kaj veliko pameti, to je bila ogromna sreča, bom rekel. In jaz bi rekel tudi, da pač se tudi vam zahvaljujem, gospod župan, ker brez vas praktično se ta zgodba ne bi zapeljala, ker je tu ogromno majhnih stvari, ki so pripeljale do koncu do tega uspeha. To je predvsem filmski festival Sprehodi pod morjem, ki ste ga vzeli za našega, in tam smo potem prve Ruse pripeljali in te vezi so se toliko spletle, da so na koncu potem oni nam nekako pomagali, da smo prišli do možnosti, da sploh obiščemo zvezdno mesto in obenem pol, da se tudi potopimo. Tako da, se pravi, mi smo bili presenečeni, ker je vabilo prišlo kar tak sred belega dneva. Priprave so tekle praktično en sam mesec, ni bilo več časa, tako da smo ujeli praktično samo tisto, kar je bilo najbolj nujno. Odprava je štela 16 ljudi, od tega smo vzeli s seboj 2 Hrvata iz čisto praktičnih razlogov, da je akcija medijsko potem tudi ponesla naš klub in naše delo tudi čez mejo. Bom rekel, niti v sanjah si nismo mislili, da bo Suunto kot največji proizvajalec opreme, merilne opreme za, bom rekel, prosti čas, oni delajo kompase in potapljaške računalnike in obvladujejo 60% svetovnega trga. Oni so nas opremili z potapljaškimi računalniki, kar, bom rekel, ni nič tako velikega. To je tako, kot če bi nam dali vi kruh za seboj. Po tistem so pa objavili novico na svoji mreži, ki obsega vse kontinente. In Konjičani ali pa Slovenci, bom rekel, smo prvič v 11 letih, odkar se mučimo, s tem smo v enem samem trenutku bili po celem svetu, kar nihče drug ni bil. In to jaz mislim, da je največji uspeh vsega tega, kar smo, da je ta mala dolina, pa ti mali Slovenci, ko smo pokazali vsem velikim, ko imajo več kot mi, ne, da lahko dosežemo ene stvari, ki jih drugi ne morejo. Navezali smo odlična prijateljstva. Jaz mislim, da tu bomo še, ko bo drugačen čas, se pogovarjali. Zvezdno mesto je ena taka zadeva, ki je mesto tako Konjice, bolj majhno, bolj razmetano, ampak ima status države v državi. Še vedno so programi, ki tečejo, mi smo bili v nedeljo tam, tako da smo lahko v bistvu čisto vse delali, se igrali z vesoljskimi temi moduli, bili v bazenu, kjer je postaja, ki gre konec leta v vesolje. V glavnem niso nas preganjali, čas nas ni preganjal
Je pa bilo tako, da so vse novinarje akreditirane zavrnili par dni pred našim obiskom, tako da smo šli v not brez. Ampak so imeli potem fotografa, profesionalnega in vse, in material potem je šel tudi z nami. Mi smo mislili na začetku, da je obisk zveznega mesta pač enostavna zadeva, ker tako so nam tudi nekako naši kolegi v Rusiji predstavljali. Na koncu smo ugotovili, da je to iti tako kot za železno zaveso po drugi svetovni vojni. Pravila so še vedno stroga, še vedno, bom rekel, se ne da odpriti, in gospa Moraškina, ki je bila tista, ki nam je veliko, ogromno pomagala in na njo, je rekla, da če bi še enkrat vprašal, če lahko gremo, bi rekla ne. Toliko je bilo enega dela in tega, in mi smo šele zdaj ugotovili, kako veliko srečo in kako uspeh smo imeli. Bom rekel, invalidi iz Slovenije, pa tudi eden iz Hrvaške, so prvi na svetu, ki so se potopili v delujočem hidrolaboratoriju, ki služi za trening astronavtov za breztežnostno hojo. Jaz bom rekel, jaz bi si želel, da te vezi, ko smo jih tam iskali, tudi z županom Ribkinom, mi smo bili tam sprejeti tako ena taka družina. Mi smo še lepo videli, zakaj novinarjev niso zraven spustili, zato ker je bilo na koncu takle v takem prostoru, ki se mu tam reče jurta, tu pri nas je ta soba, po 10 minutah ni noben več veliko vedel, zakaj se gre. In dali so nam resnično vse, kar je možno. Tako da tudi filmček, ko ga zdaj pripravljamo, bomo ga dali, tako da boste videli tudi podrobnosti. In to je recimo nekaj, kar se nam je zgodilo. Poleg vsega tega smo lahko videli Moskvo, sodelovali smo aktivno na sejmu integracija in socializacija invalidov v ruski družbi. To je bil 3. sejm, ki ga organizira nemška Reha. In je pokazal najboljše, kar je danes na področju premikanja, ampak pokazal je tudi, da na tem sejmu je bilo tako malo ljudi, da je bilo skoraj več eksponatov kot invalidov. V Rusiji so invalidi še vedno zaprti v sobah. Mi v naših 5 dneh nismo videli niti enega vozička na ulici. Smo pa imeli prvega ruskega potapljača, ki smo ga šolali po naši šoli, z nami, in se tudi z nami potopil, in tudi z nami šel v Kremlj. In še eno zadevo smo doživeli, ki je verjetno enim pač redko v življenju, to je obisk Bolšoj teatra. Naša želja je bila, da bi šli tja, in mi nismo vedeli, da to ni tako, da rečemo, mi rečemo, župan prijemo na obisk, pa reče, pridite jutri, ne. Gor je za celo leto razprodano, in nam je gospa Moraškina, jaz ne vem, kje je dobila, kak je dobila, nam je zrihtala in videli smo to neverjetno zadevo. Tako da je bil izlet, kar se mene tiče, kljub temu, da smo spali v hostlu, da je bilo bolj skromno vse, ne, je bil, jaz lahko rečem, nekaj najlepšega življenja, pa plačilo za vse tisto, kar smo delali to leto. Ja, tako je Branko rekel, imeli smo eno izredno srečo, da smo se lahko potopili v ta delujoči hidrolab oziroma bazen, ki je v dimenziji 35 metrov v premeru 12 metrov globine, napolnjen z destilirano vodo. Kajti destilirana voda je kao največji približek, oziroma potapljanje v destilirani vodi je največji približek breztežnostnemu stanju v vesolju. Glede na to, da je res spodaj v tem bazenu bila najprej spodaj, pol smo na koncu videli, da vsa ta zadeva počasi, ko smo se preoblačili, pa opremo zlagali, vsa ta zadeva, vsi ti moduli, čist potihoma kot en duh za nami počasi prišel na vrh. Vsa v tem hidrolabu oziroma v tem bazenu je ploščad, ko je dvižna. In kaj sem želel povedati, ti moduli Mir, ruski, ko se potapljaš med tem, pa nam so celo dovolili, da smo lahko šli v sam modul, celo tam isto, ko v vesolju odpirali tista vrata. In tako za nekaj trenutkov sem se pa res počutil kot, ne pa potapljač, ampak kot vesoljec. Glede na to, da jaz za razliko od ostalih potapljačev invalidov uporabljam bergle pri hoji, sem jim tokrat zavidal vozičke. In to zato, ker so bile v Moskvi precej velike razdalje, tako da so me kar malo roke bolele, potem, ko je bilo vsega tega konc. Zdaj, občutja so bila tudi enkratna,
sploh predvsem to, kako smo bili sprejeti in kako so se do nas obnašali, ampak to so tudi že drugi povedali, tako da ne bi dodal nič drugega več. Del same Hidrolabu in to so povedali že vse. Jaz bi mogoče glede Moskve omenil še metro, to je podzemno železnico, ker za nas je bila to skoraj ena adrenalinska izkušnja, da prideš noter, so najprej navadne stopnice, potem pa zelo hitre, pa zelo strme, tekoče stopnice. Tako da je to kar ena velika zanimivost. Vlaki vozijo, mislim, nenormalno pogosto. Smo izvedeli, da pripeljajo tudi 6 milijonov ljudi dnevno. Potem vidiš, kakšne razsežnosti ima recimo Moskva. Omenil bi recimo še to, da nas je že na sejem prišla pogledati naša veleposlanica in da smo lep sprejem imeli tudi na slovenskem veleposlaništvu, da smo jim malo predstavili, zakaj smo sploh prišli gorta. Naslednji dan pa smo en manjši sprejem imeli še tudi na hrvaškem veleposlaništvu. Prav, jaz sem izjemno vesel, da vam je uspelo in da ste dobili te nove izkušnje, nove poglede. In še enkrat hvala vam za vso dosedanje delo in verjamem in se že veselim tistega, kar boste v budućnosti še ustvarjali, tako v vaše zadovoljstvo, v vaš uspeh in pa tudi zato, da bomo vsi skupaj si lahko malo bolj se bomo približali tistemu pojmu, ko rečemo, da smo prijazna družba. In zato jaz sem za današnjo priložnost, tam smo pripravljene knjigice, kar knjige so, no, ampak bolj na simbolni ravni, zato, da se spomnite današnjega srečanja in pa tudi tega, da veste, kam se lahko obrnete, pa bomo še marsikaj, upam, skupaj ustvarili pogoje tudi za delo v bodoče. V sredo 29. maja je v prostorih konjiške občine potekal sprejem skupine potapljačev, ki so v Rusiji doživeli nepozaben potop. Konjiški potapljač Branko Ravnak je pred leti model šolanja potapljanja ljudi s poškodbami hrbtenjače prenesel tudi v Rusijo. Skupini potapljačev Mednarodne zveze za potapljanje invalidov IAHD Adriatic je 28. aprila 2013 v ruskem zveznem mestu uspel potop v posebnem bazenu, napolnjenem z destilirano vodo, ki ga ruski astronavti uporabljajo za EVA simulacijo, hojo kozmonavtov v breztežnostnem prostoru. Ta potop je bil za ljudi s poškodbami hrbtenjače in njihove spremljevalce iz Slovenije, Hrvaške in Rusije prvi, občudovali so tudi del vesoljske postaje Mir in najnovejši modul mednarodne vesoljske postaje ISS, ki bo svojo pot v vesolje začel šele konec letošnjega leta.